zares navdušenje tukaj ob brzicah Save v Tacnu. Žiga, izjemen rezultat v današnjem zaključku. Finalna vožnja je bila kot iz učbenikov. Dajte malce najprej za začetek, to je vaša domača proga, želje so vedno visoke, pritisk je tudi zraven, ampak drugič vam je že uspelo, takrat še na Evropskem prvenstvu, prvič tokrat na tekmi svetovnega pokala, odpeljati kaj, brezhibno, obakrat? Ja, ne vem, kaj naj rečem, mislim, zelo lepa vožnja, res, predvsem od drugih vrat naprej je bilo zelo dobro. Prva vrata sem se čisto malo, mi rečemo, zaštupil, malo ni stekel, pač tako kot ni, ko že stane isto ni v prva vrata, pač se ti voda tako postavi in moraš rešiti, ni druge, moraš se prilagoditi. Ampak od tam naprej je šlo pa res veliko čovne teku. Jaz sem vedel sem, da sem sposoben, vedel sem, česa sem sposoben in jaz sem sam, po domače rečeno, na žigu do konca proge. Tako kot sem včeraj rekel, imam težave s tem, da se v zadnjih vratih ali v zadnjih kombinacij potem malo zaštrikam ali pa vržem celo vožnjo stran, ampak danes sem sam napadel, odpeljal zelo lepo tale zadnji S in pripeljal še eno zelo pomembno zmago zame. Predvsem za moralo in pa pač zmago v svetovnem pokalu je res dala vesele, tudi zame, mislim, za vse. Ampak tu zraven pa še tudi konstantnost, vrhunska konstantnost. Brez te najbrž ne gre, ne? Ja, seveda, mislim, prvo je konstantnost. Ok, mogoče, če si dober pa hiter, pa da ti enkrat rata, ok, ampak če pa hočeš biti konstantno, oziroma vsaj trikrat na stopničkah, trikrat slučajno, da ti rata zmagati, to ni več slučajno, no. Moraš biti konstanten na treningih, moraš biti vsak dan, to ne pomeni, da prideš pa treniraš enkrat na dan, to je vsak dan, vseh 24 ur pač vlagaš za to, da prideš pol na tekmo in pokažeš teh 90 sekund, danes niti to ne, danes je pa pač res kratka proga. In pač moraš pokazati vse, kar si se naučil, za vse, kar si delal. In pač je težko, seveda, pritisk je vedno bo visok, ampak vsi ga čutimo, nekako se moraš naučiti bojevati s tem pritiskom in sobivati, tako, ja. Če se ga ne navadiš, pač ne boš nikoli uspešen, tako žal ali pa na srečo, to pač tako je. In mislim, da mi gre zaenkrat zelo dobro in sem zelo ponosen na to zmago, ker še zmeraj imam 18 let in drugič zmagati v Tacnu je res lepo. V 3 sezonah najprej ste postali kot najmlajši evropski prvak, tokrat prišli še do svoje prve zmage v svetovnem pokalu v kanuju. Morda pa mnogi ne vejo, da ste imeli danes pa zares poln dan. Dajte najprej razložiti, kje ste bili dopoldne, preden ste se usedli v šolo. Ja, bil sem v šoli. Imel sem maturo, pisal sem angleščino, tako kot pač vsak 18-letnik sem tudi jaz pisal. Moram priznati, da včeraj sem opisal slovenščino, sem veliko več časa temu namenil, zaradi tega, ker pač nisem imel tekme. Danes sem pa šele prvič dejansko pomislil na to, da imam maturo, ko sem se peljal v šolo, ker sem bil toliko živčen za to tekmo. Res sem si želel, da bi dobil vse od sebe, da bi pokazal in da bi zmagal, ker mi to res veliko pomeni, pač zame, za očeta, za mamo, za Evo, za vse, ker se trudimo, tako kot vemo, pa zakaj ti je to pomembno? Zato, ker hočem sebi dokazati, da je moje telo in da je naša družina in z našimi pogoji, z našo podporo, pač, da je to mogoče in zato si toliko tega želim. In danes vam je to uspelo, ni pa še konec tekmovalnega konca tedna, ne za vas, ne za Evo, Alino, pa vendarle, ko govorite o Tacnu, to je začetek mednarodne letošnje sezone, ki bo prepredena z mednarodnimi tekmami. Svetovno prvenstvo imate sredi poletja, evropsko prav na koncu, ampak občutek je pa dober, ne? Da prej ste govorili o tem, koliko ur veslanja, pa zraven najbrž je tek, pa kolesarjenje, pa vse, kar spada k vrhunskemu športu in pripravi, ampak da ti na prvi postaji uspe narediti rezultat, je res nagrada, ne samo za vas in tudi za tiste preostale, ki ste ne nazadnje omenili. Ja, seveda, mislim, občutek je vrhunski.
to je nekaj, kar si zapomniš za celo življenje. Ker, ja, tako kot sem rekel, pač res gre veliko v to, no. Jaz vse posvečam temu, ker pač si res, to je moja res velika želja. Začetek sezone v Tacnu je v bistvu še mačkeno več pritiska si naložiš, zato ker veš, da je najboljša šansa, ki jo imaš, je pač danes. Ne boš imel še ene tekme letos v Tacnu in če boš hotel tukaj, ki poznaš progo dobro peljati, boš pač mogel to danes narediti, ne? Ne bo, čez naslednji teden greš v Prago, ker nisi veslal že en let tam in pa greš v Augsburg, ker še eno leto nisi, pa čisto eno leto nisi veslal, tako da če hočeš izkoristiti svoje pogoje, jih moraš danes in je res težko, vsi so pripravljeni. Poglejte, Čalupka je prišel po enem letu nazaj v reprezentanco, že na izbirnih tekmah, že v Avstraliji, ki smo skupaj tekmovali, res je dober, že Sten je dober, Luka, Beni, vsi. Res je visok nivo, se mi zdi, od leta 2024 se je še res nivo se je premaknil z lestvico ali pa dve višji, zaradi tega, ker sem jaz takrat prišel z novo tehniko in potem so oni začeli razmišljati, kako bi pa mi s svojo tehniko, sprav s slanjem na čez, prišli njemu bližje in se mi zdi, da so res porinjali in tudi jaz sem mogel nadgraditi svojo tehniko in mogoče kot celota je bila vožnja iz Evropskega prvenstva malo boljša, ampak zgolj zaradi ene napake, vsak tako sklop je bil pa danes na višjem nivoju, ker pač moraš se prilagoditi na to, kar delajo drugi in moraš skozi konstantno se premikati naprej. Če malo zaspiš, to si toliko zaostanko, da enostavno je preveč.